Nina Ricci je še neznano ime v svetu slovenske mode, a Marc Jacobs jo že dobro pozna. Prav ona je bila izmed 70.000 prijavljenih izbrana za njegovo novo kampanjo. Ameriški modni oblikovalec se je na poseben način lotil iskanja novih obrazov. V bistvu je vse to potekalo preko socialnih omrežij, bolj natančno preko Instagrama in Twitterja. Vse, kar si mogel narediti, je posneti en selfie in dati spod hashtag #CastMeMarc. In to je bilo to. Sledilo je presenečenje. 3 dni pred slikanjem je dobila mail, da je sprejeta v nadaljnji krog, ter da mora priti v New York. In sanje so postale resničnost. Spol je pa vse potekalo zelo ekspresno hitro, 3-sekundni testni shooting, dobesedno 3-sekundni ček, adijo, naslednja. In zadnja točka je pa bil intervju z Marcom Jacobsom. To je v bistvu imelo največji pomen. Jaz sem imela zelo slab občutek, ker jaz sem se na tem castingu pojavila bolna, res totalno pod stresom. A se je splačalo. Marc Jacobs je bil popolnoma očaran nad njeno lepoto in tako je postala zmagovalka. Slike bodo vidne konec avgusta. Ostala sem brez besed, res. Jaz sem se pol ure metala po poslih, kot največji otrok. Marc Jacobs je na koncu vzel tudi nekaj časa za klepet z Nino. Zelo tak preprost človek, tudi tako prišel je oblečen čist normalno v trenerki. Če ga pač ne bi prej poznala, ne bi nikoli rekla, da je to neka oseba takega kova, kot je pač on. Bil je recimo zelo presenečen, ko sem rekla, da se v bistvu ne profesionalno s tem ukvarjam in da nimam agencije. Prvi pa jo je opazil slovenski fotograf Tibor Golob. Ja, baje dobim provizijo, ne? Hecka se, ampak zelo sem vesel za njo. Sploh, da je prišla do takšnega imena, do takšnih kampanj in da bojo dejansko ljudje tam opazili in bo lahko šla ven iz Slovenije, naredila dejansko nekaj sebe, ker punca ima za pokazati svetu več, kot lahko vidimo samo na mojem fotoaparatu, ne? In o Nini bomo zagotovo še slišali.